Današnja oddaja bo malo drugačna. Odgovarjamo na vaše vprašanja. Dober dan v 10. jubilejni oddaji Point Out Weekly. In ker je to 10. oddaja, bo tokrat potekala malce drugače. In sicer odgovarjamo na vaše vprašanja, ki ste nam jih postavili na Facebooku. Tako da enostavno, ker imate kar nekaj vprašanj, da še ta del pokrijemo. Tako da ne govorimo samo skozi midva, se imava tudi goste, ampak da res dava še tisto dodano vrednost, ki jo vi potrebujete. V prejšnji oddaji, če se še niste pogledali, je bila z nami gostja Maja Voje, je govorila o growth hackingu, zdaj pa najboljše, da greva v to oddajo. Daj kar ustrel s prvim vprašanjem. Kaj je prvo vprašanje? Ok, pa poglejmo. Kaj smo ga izbrali? Prvo vprašanje nam je postavil Vito in sicer berem, kaj mišljeno pod targetirajte fane vaših konkurentov? Lahko dejansko prikazuješ oglase tistim, ki so všečkali določeno stran, ali je druga varianta? To je misel za Facebook, ne? Se pravi, če lahko targetiramo dejansko fane naših konkurentov. In odgovor je seveda, da lahko. Drugače tega sploh ne bi povedala. Ne, hecam se. Seveda, da lahko, mogoče je postopek ni tak straightforward, oziroma nekaj, kar bi nam takoj padlo na pamet, kako to narediti, ampak v resnici je zelo lahko. Ko smo enkrat znotraj oglaševalske platforme na Facebooku in ko izpolnjujemo dejansko targeting oziroma ciljno skupino, imamo tam en tak razdelek oziroma en okvirček, v katerega lahko pišemo interese. Najbolj da dava eno slikco. Bomo dali, ja, da bo tudi natančno videli, kje in kako. In v glavnem in tam, kar tam, v medu na interese, začnemo pisati ime našega konkurenta. Recimo smo BTC, začnemo kar noter pisati City Park. Ali pa drugače, smo na primer BMW, začnemo kar noter pisati Audi. Zakaj je to pametno? Zato, ker je precej velika verjetnost, če je nekdo naš neposreden konkurent, da so naši ciljni skupini, ne bom rekel ravno identični, ampak izredno podobni. In če sta izredno podobni, to pomeni, da lahko poberam tiste iste fane in manj časa zapravljam, in virov, in časa, in matranja, in stroškov in vsega s tem, da dejansko izberam ciljno skupino, ampak kar poberam svojim konkurentom. Zelo učinkovito, običajno se izkaže, da so taki oglasi res ful dobri. Ok, gremo na naslednje vprašanje. In sicer postavil ga je Marjan. Zakaj uploadati video na Facebook in ne prilepiti YouTube linka? In mislim, da so tle eni 3 razlogi, zakaj tega ne naredite. Vsaj trije. Ne? Pač prvi je ta, da sta Facebook in YouTube konkurenta. In absolutno Facebooku ni v interesu, da vodi promet, se pravi, nekaj objavite na Facebooku in da iz Facebooka vi pošiljate promet nekam drugam. Seveda Facebook želi, da čim več časa preživite na Facebooku, ker to bo njemu tudi več prihodkov prinesel, ker so oglaševalska medijska platforma. In ja, enostavno oni ne želijo in zaradi tega preferirajo, da vi čim več časa ostanete na Facebooku in zaradi tega potem pridemo do drugega razloga, da zakaj se video na Facebooku autoplaya, če ga vi native uploadate, se pravi, če ga uploadate direktno na Facebook, se bo avtomatsko začel video playati. Medtem ko, če date vi link do YouTubea, bo ta objava statična in bo zelo, zelo majhen prostorček namenjen le temu. Se pravi, je manjša verjetnost, da bo sploh potrošnik, nek obiskovalec na Facebooku, kliknil na to in šel potem to vsebino drugem gledati, ker tako bo Facebook reach znižal in preko tega, se pravi, manj bo vidno zaradi tega, ker ni autoplaya in s tem, ko omenjam ta reach, ta doseg, pridemo v bistvu do tretjega razloga in sicer Facebookov algoritem dela tako, da puša določene vsebine in absolutno puša svoje vsebine in ko govorimo o njihovih vsebinah v zadnjem času, puša, poudarja, posveča pozornost ravno video vsebinam in live videom. Tako da ta komponenta algoritma je mogoče še
najpomembnejša od vseh, ker bo enostavno, če vi uploadate YouTube link, bo to pomaknil nekam v ozadje sam algoritem, če vi native uploadate na Facebook, bo to Facebook potiskal naprej, da bo viden čim večjim ljudem. Ja, mislim, da si kar vse zajel. Mogoče bi sam še to dodatno poudaril, ko si govoril o tem algoritmu oziroma neki, dajmo po domač povedati. Če ima Facebook neko lestvico objav, katere sam najbolj preferira, je čist na vrhu nekje video, ki ga vi naložite na Facebook, in video z YouTuba, katerega vi sam prelepite link, je nekje na dnu. Na te neke, se pravi, tipe vsebin, ki jim Facebook daje prednost. Zato je, že to je dovolj velik razlog, da morate vedno uploadati videe neposredno na Facebook. Ok, gremo naprej. Gremo na tretje vprašanje. Sicer to je vprašanje, ki ga mi dva dobivava zelo pogosto, se pravi, noben ga zdaj ni specifično zastavil, ampak vedno naj to sprašujejo ljudje, ki želijo slediti družbenim omrežjem, in sicer, katere osebe, tako imenovani influencerji oziroma influencerje, spremljati za nasvete na področju družbenih omrežij. A kar jaz? Najbolj. Po moje tisti, ki se ukvarja z družbenimi omrežji, pa ne ve, kdo je za začetek Gary Vaynerchuk, je zelo, zelo zadaj. Tako da meni osebno je to tudi eden bolj priljubljenih influencerjev, katere tudi sam najrajši spremljam. Je mogoče malo agresiven v svojem approachu, v svojem pristopu, ampak ve, kaj dela, ima veliko znanja, tako da sigurno za inspiracijo velikokrat se splača njega pogledati. Mogoče tak je tudi John Loomer, ki je precej specificiran oziroma se usmerja precej v Facebook oglaševanje. Potem je neka večja social media stran, ki se imenuje Social Media Examiner, in pa njen lastnik ali pa vodja Michael Stelzner. Potem so tukaj še Amy Schmittauer, recimo za videe, Kim Garst, Mary Smith, Amy Porterfield. Bomo dali en seznam, da ne naštevam vseh, ampak to so nekako te ljudje, ki trenutno precej govorijo o družbenih omrežjih in katere se sigurno splača spremljati, če že ne za karkoli drugega, saj za inspiracijo. Pa tako, da vidimo neke primere dobre prakse. Ok, greva na četrto vprašanje. Sicer vprašanje postavlja Živa. Imam 2 domeni za 2 trga in zaenkrat en Facebook Pixel in en oglaševalski račun. Delam pa v Business Managerju. Lahko bi naredila drug account in še en Pixel za drugo domeno, čeprav se nagibam k temu, da bi uporabljala isti Facebook Pixel za obe domeni. Kaj pravite? To je pa kar zapleteno vprašanje. Kar zapleteno, ja. Upam, da ste razumeli, ampak... Mislim, da je večplasten odgovor. In sicer bova midva poskušala čim bolj pokriti. Zdaj tako, če gre za eno entiteto, naprimer, da je to spletna trgovina ali pa spletna stran za eno državo oziroma za 2 državi, Slovenijo, Italijo rečva. Se pravi, če gre za in blagovna znamka je enaka, gre za eno entiteto. V takem primeru predlagava, da uporabljate, se pravi, en ad account in en Facebook Pixel. Zakaj? Zaradi tega, ker ni bistvenih razlik, ker je pod to eno entiteto, pod eno blagovno znamko boste imeli pregled nad celotnim oglaševanjem. V primeru, mogoče najbolj, da kar naš primer povem, mi kot agencija, ker pa delamo za več različnih entitet, za več različnih naročnikov blagovnih znamk, je pa zaradi samega pregleda nad to posamezno entiteto najbolje, da imamo več ad accountov. Se pravi, kar posledično pomeni več Facebook Pixlov. Zakaj? Enostavno, da imamo eno blagovno znamko in celoten pregled, kaj se pod oglaševanjem dogaja pod to blagovno znamko. In enako za drugo in enako za tretjo. Kar pomeni, da bomo ta Facebook Pixel različen za vsako blagovno znamko povezali z njihovo spletno stranjo. In potem mogoče še ena taka zadeva je pa, kdaj tudi več Facebook Pixlov uporabiti pri isti blagovni znamki, je pa v primeru, če je ta blagovna znamka prisotna v več časovnih pasovih ali pa je valuta drugačna. Naprimer, smo oglaševalci za Ameriko in za Evropo, se pravi za Ameriko bomo uporabljali, ker je v drugem časovnem pasovu
drug pixel in hkrati je tudi valuta druga. In enako za Evropo, se pravi evro in hkrati drugi časovni pas. Se pravi, v tem primeru, tudi če gre za isto entiteto, bi predlagala uporabo 2 Facebook pixlov. Mogoče, če dodam zakaj, zato ker časovni pas pa valuta sta vezana na oglaševalski račun oziroma ad account. Zato je tudi pomembno, če želimo nastaviti oglase, naprimer ob 10, da se sprožijo, je ura 10 v Evropi pomeni nekaj drugega kot ura 10 v Ameriki, se pravi zaradi časovne razlike in zato je smiselno, da se uporablja različne ad accounte oziroma pixle. Ok, greva do 5. vprašanja, ki to ni, ampak je v bistvu nek komentar, ampak se nama zdi zelo pomembno, da še dodatno razloživa in sicer Uroš je napisal, če ste že eksperti, bi lahko vsaj sound pa luč poštimali. Ok, in zdaj bova razložila... Se pravi, da bi lahko zvok pa lightning, se pravi lučke poštimale zato, da bi boljše vse skupaj izpadalo. Da bi ta setting, ta oddaja še bolj zgledala. Jaz sem si malo bolj podrobno to pogledal, tudi kaj Uroš sicer dela in mi je bilo takoj tudi jasno, zakaj je tak komentar padel. Jasno, Uroš se ukvarja z videoprodukcijo in zato ve, kako se tem zadevam streže. Ampak mogoče Uroš malo pozablja, da namen sama, ne? Pri naših oddajah gre za popolnoma drug namen, kot pri nekih promocijskih videih, kot jih naprimer dela Sensodyne, kot jih naprimer dela Red Bull in tako dalje. Pri nas ni poudarek na temu, da je video vrhunski, ampak da je vsebina, ki jo jaz pa Nejc in pa naši gosti podajava, da je ta vsebina vrhunska. Šele pol v drugem ali pa v tretjem koraku pa pride na vrsto to, da je video kot tak kvaliteten, da so lučke pravilno postavljene, da je zvok najbolj vrhunske kakovosti. Zakaj? Zato, ker uporabniku ni pomembno, a je vse popolno. Ni mu pomembno, da je, ne vem, zvok popolnoma izoliran, da so lučke tudi popolnoma pravilno usmerjene. Uporabniku je pomembno to, kar imamo midva zapovedati. In pa seveda kvaliteta do te mere, da se njemu ni treba truditi pa uho zraven dajati, zato da sploh sliši, kaj midva govoriva. In zato tudi to bi poudaril. Ko delate videe, sploh take izobraževalne, ko jih midva delava, je zvok v bistvu še bolj pomemben kot video. Video je lahko slabe kvalitete, govorim o sliki, medtem ko če vas uporabnik ne bo dobro slišal, vas tudi ne bo spremljal, če se more matrati. In pa mogoče to bi tudi poudaril, kar se ne sme pozabiti, je to, da na kakšen način mi delamo videe, da postavimo cel set v parih minutah, da dejansko posnamemo skoraj vse v enem kosu, v enem takeu in da delamo v postprodukciji, da je zelo kratka, smo sposobni ta video sproducirati precej hitro. In gremo tudi po nekem, rečemo temu lean oziroma vitkem pristopu. Ja. Se pravi, najprej se fokusiramo na tisto, kar je najbolj pomembno. To je vsebina. Potem, ko imamo to dejansko izpiljeno, pa gremo na tiste neke malenkosti, ki lahko videe dvignejo mogoče z te kvalitete še na višjo raven. Uporabnik se pa dejansko, še enkrat poudarjam, ne bo toliko ukvarjal s tem, kakšno rožo, čeprav smo imeli tako komentar, ampak to je sekundarnega pomena. Ok, to je za prvo epizodo vprašanj in odgovorov to. Še naprej sprašujte, delali bomo še več takih epizod, tako da naslednjič bomo pa govorili o tem, kako se lotiti prenov spletnih strani in kaj so tisti ključni dejavniki, ki jih morate upoštevati pred samim začetkom. Spremljajte še naprej, postavite še kakšno vprašanje, na katerega ga imate, ki nisva danes odgovorila, tako da to je to. Postavljajte vprašanja, midva bova pa odgovarjala. Se vidimo. Čau.